Jaz trdno verjamem v demokratične institucije in znotraj državnega zbora imamo že dalj časa institut preiskovalne komisije in ta institut je v preteklosti zelo dobro funkcioniral in imel tudi svoje rezultate. Spomnimo se preiskovanja bančnega kriminala, DUTB-ja in tako naprej. Sam sem sodeloval od leta 2014 v teh preiskovalnih komisijah. Ta institut se je tekom tega mandata zelo okrnil. Mi moramo tukaj v državnem zboru krepiti institucije. Krepiti institucije, ki morajo biti neodvisne, da bojo bile robustne, ne glede na to, kakšna je vlada, kakšna je oblast, leva, desna, sredinska. V tem mandatu se pa to načelo nekako sicer legitimno, ampak se je prekršilo. Ustanovljena je bila parlamentarna preiskovalna komisija na pobudo državnega sveta. Svetniki Nove Slovenije so to v državnem svetu so to podprli in zgodila se je nehigienična zloraba, da to preiskovalno komisijo vodijo tisti, ki so hkrati preiskovani. In takrat moram povedati, da tudi v Novi Sloveniji zbudilo ogromno dvoma v to, zakaj se nekdo tako krčevito bori, da ne pride do preiskovanja, na primer slovenske energetike, privatizacije energetike, delovanja slovenske energetike, da je pripravljen poteptati tudi neodvisen institut preiskovalne komisije, ki je v preteklosti v tem državnem zboru zelo dobro deloval. In potem smo na pobudo kolegov poslancev z SDS-a dobili tudi ta predlog, ki je danes na mizi, ki je spisan zelo dobro, zelo široko zastavljen in to je bil dovoljšen razlog, ta vsebina, da so poslanke in poslanci Nove Slovenije dali te podpise. Ob tem želim poudariti še eno pomembno stvar na temo energetike. Jaz sem bil tudi sam minister v obdobju 2020-2022 in od leta 2021, oktobra naprej, se je v bistvu začela tudi energetska kriza, ki se je stopnjevala zlasti po napadu Rusije na neodvisno Ukrajino. In bili smo v bistvu dobesedno goli in bosi pri tem spopadu. Doživeli smo na najhujših energetskih kriz v zadnjem obdobju. Pri tem smo seveda gledali tudi, in zdaj gledamo z določene časovne distance, kakšne so bile plače direktorjev takratnih energetskih podjetij, kako so ta energetska podjetja delovala, kakšen je bil ustroj energetskih podjetij v preteklosti, družbene pogodbe in tako dalje, kakšne so bile nagrade, vzporedno s tem pa kakšne so cene električne energije na položnicah. In tukaj prihaja do velikih razlik. Tudi danes je cena električne energije za prebivalke in prebivalce Republike Slovenije ena izmed dražjih v Evropski uniji. In to je dovoljšen argument in dovoljšen razlog tudi za to, da se preišče, kakšna odpornost slovenskega energetskega sistema na preizkuse, ki bodo, verjamem, tudi v bodoče, sicer želim, da je teh čim manj, ampak kakšna je odpornost. Slovenski energetski sistem je eden izmed bolj robustnih v Evropski uniji, absolutno, ampak te koloracije, ki se dogajajo pri upravljanju energetskih podjetij, zlasti v preteklosti, pa pri cenah električne energije, ki jo plačujejo naši davkoplačevalci, so prevelike. In to je tudi zajeto v samo osebino tega teksta in za nas je bil tudi ta vsebinski argument, poleg prejšnjega, ki sem ga naštel, je bil tudi ta vsebinski argument za samo preiskavo dovolj dobro utemeljen. Zaradi tega so naši podpisi tukaj. Za konec, preden bo vaše vprašanje, približno vem, na kaj se bodo nanašala zlasti zame, bi rad poudaril eno stvar. To, da je Nova Slovenija dala podpise pod to preiskovalno komisijo, verjamem, da bo imelo tudi posledice v slovenskem političnem prostoru. In sicer posledice, ne da se bi zgodili gigantni politični premiki, ampak tudi posledice, da bojo na preizkusu delovanje spet neodvisnih preiskovalnih institucij. Ta trenutek se zdi, da so tudi te institucije zelo zlorabljene. Preiskovalne institucije. In že v preteklosti smo bili v Novi Sloveniji na tnalu, tudi sam sem se znašel v eni odredbi. In po današnjem podpisu verjamem, da se bojo tej pritiski stopnjevali. Zakaj to zdaj govorim v tej priložnosti?
Zaradi tega, ker tukaj to pomeni katarzo. In takrat, ko bo te pritiski se dogajali, se dragi novinarke in novinarji ter uredniki, ki boste hranili te posnetke, jih lahko zavrtite. Že zdaj se dogajajo, ne, ker so takšne drugačne informacije, pa tudi v medijih se pojavljajo, da pač en član, recimo, enega izmed uprav slovenskih podjetij stopnjuje recimo pritiske na neodvisno preiskovalno institucijo točno določenih mojih kolegih članih iz Nove Slovenije. In verjamem, da se bo to vrstna stopnjevanja še naprej, zlasti po današnji sicer vsebinski argumentaciji, zakaj dajemo podpise, da se bo to vrstna stopnjevanja nadaljevala. To pa povem zaradi tega, da boste imeli te posnetke že naprej lahko pripravljene. Torej, želim si živeti res v državi, kjer so institucije robustne, močne in robustne na vse izzive, ki prihajajo. Lahko pa rečem, da se res vsebina tega dokumenta stoji, pogledali smo ga na poslanski komisiji, zlasti pa res odgovarja tudi času, ko prihaja lahko nov zakon o preiskovalnih komisijah in vzdrži tudi te različne pravne dileme, kaj se lahko preiskuje, kaj ne. Nanaša se v bistvu samo na to, kar je državnega, državnih podjetij, Slovenski državni holding, vlado, nosilci javnih funkcij. Torej ne gre za noben, s tem dokumentom, za noben v bistvu politikanski obračun, ampak gre za dokument, ki tudi politično in pravno vzdržim. Jaz pričakujem, kot nekoč sem že vodil na preiskovalno komisijo, tako povem, da ste tisti, ki vidiš ljudi, ki imajo mirno čisto vest in rečejo, glejte, tukaj sem, komod, vse vam damo. Veš pa ljudi, ki potem že podaš ven sam preiskovalni sklep, kako im odvetniške pisarne, ki so seveda plačene za to, legitimno, kako se krčevito branijo, da do določenih preiskav ne pride, ali pa posameznih preiskovalnih sklepov. In tukaj se zelo enostavno vidi, kdo tisti, ki želi priti pred parlament in reči, tle imate vse moje stvari na mizi, ali pa tisti, ki se boji tega demokratičnega instituta. Kar se tiče drugega vprašanja, moram povedati tako, mogoče malo širše. Jaz sem bil vedno človek sodelovanja, trudil sem se za njega, vedno. Lahko pa rečem eno stvar, omenili ste KNF, komisijo, ki jo sam vodim, vmes so se spremenili okoliščine. Komisija za nadzor javnih financ po spremembo poslovnika ima Nova Slovenija notri večino in to delo ni več okrnjeno. Če pa je prostor za sodelovanje tudi v tej komisiji, tudi ni, ne vidimo nobenih razlogov. Lahko pa rečem, da v zadnjih dveh letih je Nova Slovenija skozi tako KNF vršila zelo močen pritisk na delo same koalicije, na temo energetskih podjetij in tako naprej smo povabili tudi dvakrat predsednika vlade Roberta Goloba, ki ni želel prijeti. Morate vedeti, da KNF nima poslovniških določil, da lahko pride do prisilne prevedbe, za razliko od preiskovalne komisije. Tako da v bistvu je to še argument več, zakaj je preiskovalna komisija. Smo pa sklicali recimo že več kot 30 vseh sej, ki so bile v okviru KNF-ja sklicane. Preiskovalna komisija išče politično odgovornost in potem po končnem poročilu, po mestnih poročilih dajate poročila naprej v organom pregona. Ampak bančna preiskovalna komisija recimo ugotovila primer Farrokh, ki ga noben organ pregona v bistvu ni dobil. Bančna preiskovalna komisija je gledala vse na višino bančne luknje. Druga preiskovalna komisija, oziroma zakaj je do bančne luknje prišlo. Od DUTB je gledala prenos terjatev in prišli smo do ugotovitev in tudi so bile dano naprej na preiskovalne organe. Je pa res, da o delovanju slovenskega sodstva se moramo širše pogovarjati. Jaz verjamem pravno državo, širše se pa moramo pogovarjati, tudi o primerih, veste, primer Balkanski bojevnik, pa tako dalje, ki se dogajajo res ene čudne stvari, ki se sprašujemo, zakaj se to sploh dogaja. Ne samo, kaj se zgodi kot epilog preiskovalnih komisij in poročil, ki grejo naprej, na specializirano državno tožilstvo in tako dalje, ampak tudi kaj se dogaja v samem pregonu organiziranega kriminala in obsodbili tega, v končnem epilogu na sodišču. Ni to lepo, da bivši minister za infrastrukturo, ki ima področje energetike, je pripravljen dati podpis tudi pod obdobje, ko se bo njega preiskovalo. Da z mirno vestjo. In bom prišel kot priča pred preiskovalno komisijo, če bo potrebno, pa pred druge organe pregona vedno. Ne bom se skrival, ker nimam ničesar za skrivati. Koliko ima vpliv politika na
sama podjetja, kar ste na koncu dejali. SDH je skupščina nekaterih podjetij, so pa podjetja, kjer je direktno skupščina vlada. Tam, kjer je vlada skupščina, pač je ta vpliv politike pač vedno večji, ker pač vlada direktno imenuje nadzorni svet, kot je to pri družbah Borzen, Sodo, LS in tako dalje. Tam, kjer pa je SDH, pa veljajo točno tudi smernice OECD-a. In če so te smernice prekršene, takrat pač zvonijo vsi alarmi. V mojem mandatu mislim, da te smernice pač preiskovalna komisija ali pa še kdo drugi naknadno odločili, so bile te smernice prekršene ali ne. Mislim pa, da niso bile in za tem stojim. Zdaj Nova Slovenija je samostojna politična sila. In takšna je bila in takšna bo tudi v bodoče. Že v prvem odzivu na tej novinarski konferenci sem pokazal, kje so razlogi za naš podpis. In to govorimo že vsaj 2 meseca o temu, da je treba demokratične institucije braniti, ne pa, da se zlorabi jih na način, ki sicer mogoče legalen, ni pa legitimen, da je ustanovljena s strani državnega sveta na preiskovalna komisija, ki se preiskuje določene podjetja in določeno stranko, vodi pa jo poslanci te iste stranke. In lejte, tukaj je tisti ključen razlog, da je pokrov dvignilo gor, pa tudi ta vsebina, ki je dobra. Kar se tiče ostalih dilov in, kot ste rekli, usklajevanj, jih ni. Mi smo pač samostojna politična stranka, ki pač zaskrbljenost gledamo tudi to, kakšna vlada nam vlada, glede na stanje v državi.